Kaj, če bi jaz kaj danes povedal o umetnosti? Jutri je kulturni dan, kulturni praznik, kulturac, bi se reklo po novem, ta kultura je čisto izmaličena, ko tam neki sodobni umetniki sebe razglašajo za umetnike, v resnici pa neki serijejo tam po enih slikarskih platnih ali pa imajo neke inštalacije, pa grejo na gledališki oder. Jaz grem na gledališki oder, se malo tudi afnat, pa nič ne govorim, da je to ne vem kak kulturac, jaz tam predavam. Smešim feministke, poučujem, se režijo ko zmešan, ker je vse res. Tudi risati znam, packarije ne razglašam za umetnost, sem premalo frustriran, da bi bil sodobni umetnik. Tale Mirona mi je zagodil s tistimi svojimi čudnimi inštalacijami na platno, pa imamo te novodobne tudi slovenske umetnike, ala Arjan Pregl, tam je zdaj nažigava na Twitterju, na Facebooku, vse posod. Bil je član tega sveta za odkrivanje sovražnega govora, kjer so moje kolumne Twitter razglašali za sovražno govoreče. Jaz pa kritični mislec. In ta hlapc, levi hlapec, zdaj svoje packarije prodaja po raznih galerijah, ker je to režimsko diktirano in je nagrajen, zato ker trobi v isti rok, kot mu je tam nastavljeno, ukazano. Jaz pa levičar, recimo sem, srce vam sicer na levi pišem, z desno glavo imam obe na sred, in znam umetnosti tudi kaj kritičnega reči. Sodobna umetnost, to je averzija, je Freud rekel temu, tu se čudiš, ko gledaš, tvoje nezavedno ob teh inštalacijah, zreš v tisto packarijo in ne veš, kaj gledaš, in po tvoje nezavedno se čudi, in tisto čudenje se razglasi za sodobno umetnost, ko nezavedno ne zna prepoznati simbolne strukture videnega, bodi si na odru inštaliranega, zdaj glasba še ni izmaličena, jazz je že malo, že bega to naše nezavedno, ampak slikarska umetnost, slikarska, to je obup, naše nezavedno, je bilo včasih navajeno gledati Michelangela ali pa Leonardo da Vinci, je bil risar, je dobro risal, pa zdaj sodobni umetniki ne znajo risati. In potem razglasijo to za umetnost in elita to kupi pod narekovajo, češ, ja, lepa umetnost, ja, malo morgeni to lepa umetnost, nezavedno postane zbegano. V pravi umetnosti, taki, ki je govoril Freud, mora pa človek doživljati ugodje. Načelo ugodja je tista, ki se mora vzburiti, ko ti nekaj vidiš, neko inštalacijo, se pravi, ko neki človek z rokami naredi, z umom, z besedami ali pa z glasom prizori, na glasbila kaj zaigra, naše nezavedno mora to zapopaditi. Zapopaditi na simbolni ravni, se pravi, na nekih temeljih zgradi ugodje. In v sodobni umetnosti se to ne naredi, ampak se naše nezavedno zbegano zvrduje pa čudi. In potem se to, v tej agoniji našega nezavednega, se to razglasi za umetnost. In je vsak kič, vsaka packarija dan danes razglašena za umetnost. To je smrt umetnosti. To se ne bi smeli delati. Ampak to forsirajo še posebej te levi umetniki, ki bi zdaj imeli še ne vem kaj, neke bonitete, pa ne vem kakšen status, pa bolniško. Ma delati naj grejo. Tako, ki jaz delam, za hobi pa znam risati, umetnosti se ne grem, ker sem premalo frustriran. Prava umetnost bazira na frustraciji umetnika. Najbolj frustrirani umetniki imajo ogromno potlačitev v nezavednem. In ko to inštalirajo v obliki neke umetnosti, ena kritična masa ljudi zapopade neko ugodje, ker njihovo nezavedno zapopade to, kar vidijo. Če je dovolj velika masa ljudi, ki to zapopade, potem lahko to razglasimo za umetnost. Če se pa samo čudimo, to pa ni nič. Jaz sem imel par pacientov, umetnikov, so po 3 ure gledali in so jim tekle solze tam enega Prometeja, tam nekje narisanega, in so jim zavidali normalni državljani, kako on pa zapopada umetnost. Ja, frustriran je toliko, da to zapopade. Zdaj, jaz sem kritičen do vseh teh novodobnih umetnosti in to sem moral povedati, ker skozi psihoanalizo se da ogromno povedati na to temo. Ogromno. Gre za diskurs nezavednega. Se pravi, naše nezavedno mora zapopaditi videno. Dražljaj nek mora najti temelje v nezavednem. In ko nezavedno doživi ugodje, je to tradicionalna umetnost.
Danes pa s tem drekom, pa inštaliranimi vaginami, pa ne vem kaj še, se to razglasi za umetnost. Dajte ga srat, no. Kulturac, ne, vse bo hudič vzel. Čau.